Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Tema današnjega pogovora bodo gasilci in šport. Zato sem v studio povabila dva zelo cenjena gosta v Gasilski zvezi Zagorje in tudi v Zasavski regiji. In sicer je to Janez Grbolšek, nekdanji dolgoletni poveljnik Gasilske zveze Zagorje, poveljnik civilne zaščite Zagorje, včasih tudi podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, nekdanji poveljnik Zasavske regije, častni občan občine Zagorje. Sem kaj spustila? Niti ni to pomembno. Dobar dan. Tudi vsem gledalkam in gledalcem ETV. Bomo skozi pogovor zvedeli, kaj smo počeli. Tako, drugi moj gost je pa Franci Pavlič, dolgoletni član prostovoljnega gasilskega društva Loke, neko obdobje tudi poveljnik, mentor tekmovalnim ekipam članov in članic, tudi moj mentor, torej midva se poznava in se bova zato tikala, pa tudi seveda ne nazadnje član ene najuspešnejših ekip zadnjih let v Zasavski regiji. Tudi tebi lep pozdrav. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem ETV televizije. Gospod Grbolšek, naštela sem kar nekaj vaših nazivov, kateri vam je pa najbližji? Težko bi rekel, kateri mi je najbližji. Seveda gasilski. Vse ostalo izhaja pravzaprav iz tega. Tudi tisti častni naziv v občini je zagotovo posledica mojega dela v gasilstvu oziroma v humanitarnih organizacijah, ker sem deloval tudi kje drugje v Rdečem križu. Tako da seveda ta humanitarna dejavnost in to je tisto, kar je bilo moje življenjsko vodilo doslej. Danes bomo bolj govorili o tekmovanjih. Prihajate iz Šentlamperta, kjer je vsako leto memorial Jožeta Vrtačnika, letos že 23. Povejte nam, kako je organizirati vsako leto to tekmovanje? Ja, dela je precej za takšno tekmovanje. Morda je to tudi razlog, da je do par let nazaj bilo to tudi edino tekmovanje pokalno v Gasilski zvezi Zagorje in v Zasavski regiji. No, v Zasavski regiji, kolikor mi je znano, se doslej v drugih dveh zvezah še ni prijelo takšno pokalno tekmovanje. Ja, pred 23 leti smo se odločili, takrat, ko smo pravzaprav izpolnili pogoje za organizacijo takšnega tekmovanja, to pa je bil pravzaprav gasilsko-športni poligon. In ko smo otvorili ta gasilsko-športni poligon, smo razmišljali, kakšno vsebino mu dati, poleg seveda tudi športnih prireditev od nogometa, košarke in vse ostalo. In odločitev je bila, da se odločimo za pokalno tekmovanje, ki ga pa hkrati namenimo obujanju spomina na enega od naših zelo zaslužnih članov, to je Jožeta Vrtačnika. In obdržal se je. V prejšnjih letih smo gledali oziroma sodelovali na vaji s hidrantom in pa pri raznoterosti. Letos je pa ena sprememba bila, ne? Ja, tako je. Doslej je bilo tradicionalno tekmovanje v vajah s hidrantom za 7 gasilcev in pa raznoterosti. To je nekako vezano tudi na organizacijo, ker je nekoliko lažja kot kakšne druge discipline gasilsko-športne in pa seveda hkrati je dostopna vsem kategorijam od članov, članic in veteranov. No, letos pa se je naše vodstvo odločilo, da ob 80-letnici delovanja društva popestri to tekmovanje in ga razširi še z bolj zahtevno disciplino, to je vaja z motorno črpalko za 9 gasilcev. In vaja z motorno črpalko se je udeležilo koliko ekip?
Mislim, da jih je bilo 7 ali 8. Za začetek, po moji oceni, zelo spodbudno. Lepa številka. Tako je. Pri vajah s hidrantom so pa že vajeni, se je pa več... Ja, seveda. Z vajo s hidrantom smo imeli, mislim, da je bilo rekordno število 43 ekip na tem tekmovanju, letos 37, tudi to je zelo lepa številka, tako da pomembno pa je to, da se ne udeležujejo tega tekmovanja več samo ekipe iz Zasavja, ampak tudi v drugod, recimo tudi državni prvaki iz Grosupeljske zveze in tudi iz Mute so prihajali in tako naprej. Skratka, dobilo je tekmovanje kar svoj sloves. Franci, povej, ti si tudi sodnik športno-gasilskih disciplin, torej poznaš vse discipline. Ja, res je. Kako pa ti gledaš na ta tekmovanja? Naprimer, tule v Šentlampertu se vsako leto udeležite. Koliko ekip je bilo letos? No, res je, letos smo se že udeležili 22-tič po vrsti člani izlog. Je pa vsekakor spodbudno, da se je letos začela odvijati tudi nova disciplina, torej vaja z motorno brizgalno, ki je tudi na državnem nivoju zelo priznana oziroma se tekmuje v Slovenski ligi in na vseh večjih gasilskih tekmovanjih. In tudi tu v Šentlampertu niste prišli domov praznih rok. Tule imava na tleh vse pokale, ki so jih loški gasilci osvojili letos. Malo pobliže bova pokazala Šentlampertške. Ja, res je. Letos smo se v Šentlampertu udeležili kar s 5 tekmovalnimi enotami. V kategoriji mladincev smo osvojili 2. in 3. mesto, v kategoriji članov pa 1., 2. in 3. mesto, tako da smo prinesli kar 5 pokalov iz tega tekmovanja. Ja, pokali so zelo lepi. Kdo pa jih naredi? Ja, izbor pokalov je različen. Letos je to od gospoda Škete iz Polzele, sicer smo pa od različnih dobaviteljev že dobivali ves ta čas pokale. Potem so pa še pred Šentlampertom so bila pa še ostala tekmovanja. Ja, udeležili smo se tudi tekmovanja v Padežu oziroma v Podkumu, kjer smo tekmovali z 2 enotama. Mladinci so osvojili 3. mesto, člani pa 2. mesto. Še teden nazaj pa je bilo tekmovanje v Tirni, kjer smo bili tudi številčnejši, saj so pionirji osvojili 3. mesto, mladinci in mladinke 1. mesto. Člani so prav tako osvojili 1. mesto in bila res zelo uspešna sobota. Pa tudi imamo še nekaj pokalov iz Kotredeža, hitro spajanje sesalnega voda. Ja, to pa je bilo že zgodaj, v januarju. 18. januarja, HSSV, torej hitrostno spajanje sesalnega voda, kjer smo osvojili 2. in 3. mesto. Tudi zelo uspešno. Kaj pa menite, ko je toliko pokalov gre na loke, ko pridejo loški gasilci, a se primete za glavo pa rečete, joj, pa ne, že spet oni? Ali ni tekmovalnosti? Ne, daleč od tega. Jaz mislim, da je ravno njihova prisotnost izziv tudi drugim. Bolj resen pristop. Ne gre za to, da se zelo enostavno pride do tega rezultata. Franci bi vedel povedati, kako težko so se priborili naš prehodni pokal, za katerega je pogoj 3-kratno zaporedna skupna zmaga na tekmovanju, torej ne samo v disciplini. In kar nekajkrat je mi spovzel iz rok za par stotink sekunde, tako da gre kar za resno zadevo. Mi smo bili pa, bom rekel, na nek način tudi veseli, da je tekmovanje tako zahtevno, da je prehodni pokal v Šentlampertu ostal 22 let. Zelo lepo. Ja, res je. V lanskem letu smo osvojili ta prehodni pokal 3. zapored.
seveda smo bili zelo veseli. Tistega novega, ne? Ja. Tisti stari je pa ostal pri vas. Ja, ob 20. obletnici tega pokalnega tekmovanja memorialnega smo se odločili, da ga arhiviramo, ker, kot rečeno, nikomu ni uspelo ga v tem času osvojiti v trajno last in namesto njega kupimo novega, z vsemi seveda napisi, v čigavih rokah je bil doslej in takoj naslednje leto je šel na roke. Tako je odšel. Letos je pa tudi potekalo državno tekmovanje. Bila sem ena od članic, ki je šla v Ormož. Povej, kako smo se pripravljali? Ja, že v lanskem oktobru, ko je bilo oziroma regijsko tekmovanje na sporedu, smo nastopili s 5 tekmovalnimi desetinami in vse tekmovalne desetine so se kvalificirale na državno letošnje tekmovanje, ki je bilo v Ormožu, 2 soboti, 18. in 26. oziroma 28. maja. Prvi vikend je bilo mladinsko tekmovanje, torej pionirji in mladinci, naslednji vikend pa še člansko tekmovanje. Moram reči, da so nas zelo presenetile članice, moram reči, da ste zelo uspešne, saj ste osvojili 12. mesto v kategoriji članic B skupine, kar je verjetno eden najboljših rezultatov naše regije v ženski konkurenci. Torej vse čestitke gredo članicam. Ja, čestitke tudi mentorju, ki se je zelo trudil. Moram povedati, da smo na isti poziciji trenirala, ne? Tako da sem veliko znanja dobila od tebe. Torej, ja, oba sva cavarja 2 v ekipah, jaz v članski, ti v ženski desetini. Eden od zelo pomembnih faktorjev, lahko rečem, če so sesalne cevi dobro položene, jih lahko vodarjena in vodar oziroma cavar ena hitro spajata skupaj. Tako, je pa vsekakor ta vaja dolga in zahtevna, ne? Za vseh 9. Res je, to je taktična vaja. Prvi del je moker, iz voda se zbijajo tarče, drugi del je pa taktična, oziroma vse napadalke in vodarke opravljajo še dodatno taktično delo, vsaka ima svojo nalogo do konca naloge. Tako. Kaj pa o še težjih tekmovanjih oziroma tako imenovanih Fire Combat Challenge-ih? Do zdaj je bilo pravilo, da se lahko udeležijo gasilci, ki imajo specialnost oziroma izpit iz dihalnega aparata. Kaj pa odslej? Ja, slišim, da je sprememba v tem letu, da je dovolj samo izpit oziroma tečaj za gasilca. Moram reči, da sam osebno tega ne odobravam, zaradi tega, ker gre pri tej vaji res za visoko zahtevnost, predvsem psihofizične pripravljenosti tekmovalca, kar pomeni zraven tudi zdravstveno zahtevnost. Zdaj pa, zakaj sem to omenil, pri gasilcu, ki ima tečaj za dihalne aparate, je potreben tudi poseben zdravstveni pregled. Za gasilca, ki tega nima, je pa pregled nekoliko, bom rekel, milejši. In se mi zdi, da ni dovolj varnosti zagotovljene pri takšnih naporih. Tako da pravim, jaz sam tega ne pozdravljam, ampak verjetno vedo tisti, ki so se odločili, zakaj so se tako. Mogoče povezano tudi s tem, da bi bilo višje število udeležencev? Mogoče tudi to, vendar vedno na število staviti ni najbolj... Bolj, da so bolj pripravljeni. Tako je. Ja. Se spomnite mogoče kakšne prigode ali iz organizacije tekmovanja, ki se vam je vtisnila v spomin? Kaj vem. Mislim, da je vsako tekmovanje zgodba zase. Kakšnih posebnih težav pri teh izvedbah nismo imeli. Moram reči, da prej je bilo že omenjeno, da je Franci sodnik.
imamo tudi v Gasilski zvezi izredno uspešno sodniško ekipo sodnikov gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin. Tudi največje število jih je v zasavski regiji, tako da nimamo pravzaprav nobenih težav organizirati tudi svojega tekmovanja. Tako je bilo predlani v Kisovcu občinsko tekmovanje v popolnoma lastni organizaciji z vsemi tekmovalnimi disciplinami in kar je najvažnejše je to, da ko zaključimo tekmovanje, da ni posebnih pritožb. Verjamem, da se vse ekipe z vsemi odločitvami sodnikov vedno ne strinjajo, ampak tako grobih, da bi pritožb, da bi to bilo, ogrožalo verodostojnost tekmovanja, se pa nam ni nikoli zgodilo. Jaz bi še eno prigodo povedal. Ko smo bili na tekmovanju, na regijskem tekmovanju, to je že kar desetletje nazaj, je bil takrat moj kolega v ekipi Hribar Drago, sicer sedaj že pokojni, prideva na koncu napadalca in je pozabil ročnik na začetku pri motorni brizgalni in je že bil takrat v svojih letih, preko 50 in je leto nazaj poročnik ga vzel pa prišel nazaj do požarne črte in smo tudi takrat osvojili še vseeno prvo mesto. Torej, vseeno hitrost, pa tudi spretnost, hitra reakcija. Ja. Tudi na vajah se nam marsikaj zgodi, ne? Kakšne cevi niso dobro spete, pa kakšna voda, ki je uide. Ja, res je. Sploh pri mokri vaji je pomembno sodelovanje vseh članov enote, od strojnika do napadalcev, cavarja ena, ki je na trojaku, da pravi čas odpre, zapre vodo, da cevi ne popukajo, če so previsokim tlakom. In je res pomembna usklajenost tekmovalne enote. Ja, tako. No, to ste pokazali zdaj na zadnjem državnem tekmovanju v Ormožu, kjer je res vaja stekla za učbenike, bi lahko rekli. Sej, po mojem mnenju, če se voda spelje skozi cevi, je že 3/4 vaje rešene. Ne? Ja, res je. Ja. Sicer pa ni mladost pa hitrost tisti ključni dejavnik. Spomnim se, da tudi so veterani vzeli oziroma osvojili prihodnji pokal, ne? Ja, v Šentlambertu so kar parkrat bili veterani tisti, ki so v skupni razvrstitvi dosegli najboljši rezultat. Je pa zanimivo gledati te veterane. Ne pokažejo pravzaprav nobene posebne hitrosti, gre za usklajenost gibov, za premišljenost, bi rekel, preštete korake in tako naprej in na koncu ura pokaže to, kar pokaže. Običajno pa še brez kazenskih točk. Ja, tako, ja. Kar je zelo pomembno, ne? Vaja opraviti brez kazenskih točk, ne? Ja. Eden glavnih faktorjev, za katerega treniramo, delamo, vadimo, da je vaja upravljena brez kazenskih točk. Tako, lahko si še tako hiter, pa lahko hitro 5, 10, 15 kazenskih točk, pa te zbije na nižja mesta. Sicer pa ta tekmovanja niso kar tako. Vsak del, vsaka funkcija je nekje uporabna, ne da? Ko gasilec, operativec potrebuje to znanje, ga lahko dobro uporabi. Zagotovo. Tekmovanja v vseh gasilsko-športnih tekmovalnih disciplinah so pravzaprav namenjena temu, da nadgrajujemo operativno pripravljenost. Zato ni čudno, da imamo tudi v svojih predpisih, v pravilih gasilske službe in v posebnih pravilih gasilske službe zapisano, da je tekmovanje del operativne dejavnosti. Torej, poleg športne, kot smo rekli, poleg tega, da mora biti visoka psihofizična pripravljenost, ki jo mora vsak gasilec imeti, kajti kako si pa predstavljamo recimo enega požara ali pa druge intervencije z gasilcem, ki ne bi bil psihofizično pripravljen. To je pravzaprav nadgradnja nečesa, kar se pa istočasno združuje z druženjem, s prijetnim delovanjem v društvu in to je tisto, kar nas pravzaprav vodi k uspešnemu delu tudi takrat, kadar je potrebna intervencija. Pa to uspešno druženje, uspešno tekmovanje
zanimanje za gasilstvo se kaže tudi pri zanimanju pri mladih. Ne? V Šentlampertu imate dosti mladine? Ja, moram reči, da nimamo nobenih težav in nasploh v društvih v Zagorju z mladimi. To je tudi zelo spodbudno. Mogoče samo en podatek, kako se je, ko sem jaz pričel v Gasilski zvezi Zagorje, je bilo v zvezo vključenih 630 in še nekaj članic in članov skupaj z mladino. Ko sem odhajal, je bilo tega 1300 oziroma še nekaj. Torej, in seveda z mladimi smo to pomlajali, ne s starejšimi. To pomeni, da je to zanimanje mladih tudi za to delo še večje. Mislim pa celo, da se bo pospelo ali pa večalo s tem, ko gasilska organizacija dobiva res velik ugled v slovenski družbi med državljankami in državljani Slovenije, se smo na prvem mestu v zaupanju s preko 90%. Tako da tudi to je neka motivacija tudi za mlade, ki prihajajo. In ne nazadnje, če hočete, tudi za starše, ki vključujejo svojo mladino v različne oblike dejavnosti. Tudi na Lokah je kar veliko mladih. Ja, res je. V lanskem letu smo privabili v naše vrste preko 20 mladih pionirjev, pionirk, mladincev in mladink, tako da imamo 42 pionirjev, pionirk, mladink in mladincev, torej 4 tekmovalne desetine, enote, ki jih, lahko rečem, zelo uspešno vodi mentor Marko Ravnjak s svojimi pomočniki. Ima 2 pomočnika za pionirje in pa enega za mladinke in mladince. On tudi sam usklajuje vaje, koordinira, pa sestavlja ekipe in kot vidimo tle pred nam, to zelo uspešno. Tudi precejšen delež je pokalov iz mladinskih vrst, iz orientacije tudi. Ja, kar smo člani zelo veseli, da tudi pionirji zelo uspešno nastopajo. In seveda najprej pridno vadijo, kar se pa potem odraža tudi o rezultatih. Predvsem letos je bilo v Turjah orientacijski pohod gasilske oziroma regijsko tekmovanje, katerega smo tudi zelo uspešno zaključili, saj so pionirske 2 ekipe osvojile prvo in drugo mesto med 32 ekipami v tej kategoriji in se kvalificirali tudi na državno tekmovanje. Torej zelo uspešno. Uspeh pa so dopolnili še mladinci s 3. mestom. Torej, upamo, da bodo tako nadaljevali do članskih vrst, ne? Ja, vsekakor. Vsaj nekaj teh mladobudnežev, ki sedaj res uspešno nastopajo. Tako. Kaj pa drugi športi? Kaj spremljate? Jaz osebno? Ja, tako. Ja, moram reči, da nisem kakšen poseben športni tip, tako da kaj posebej se ne zanimam. Seveda ni šla kakšna tekma zdajle ob mundialu mimo mene, sicer pa kaj posebnega ne. Ste navijali za kakšno ekipo ali? Ne, s tem se pa ne obremenujem, ker je bolj, se mi zdi, boljš gledati kakšne tekme z manj mirnimi živci. Čeprav moram reči, da pa skokov na olimpijadi nisem mogel tako gledati čist neobremenjeno. Meni je ljubši so zimski športi, predvsem rad smučam, da bolj podrobno spremljam smučanje. Seveda pa sem tudi nedavni mundial spremljal. Zadovoljen z rezultatom? Ja, seveda, zmagali so tisti, ki so najboljši resnično letos. In to je to. Jaz se vam zahvaljujem za obisk v naši oddaji. Želim vam veliko uspeha pri vajinem delu, pri organizaciji tekmovanj, pri sojenju, pri udeleževanju na tekmovanju oziroma na več tekmovanjih. Seveda se pa tudi vidimo še na kakšnih vajah in gremo uspešno naprej. Upamo seveda vsi, da pomoči gasilcev potrebujemo čim manj, vemo pa, da so odlično pripravljeni tule v zasavski regiji. Ja. Hvala tudi za vašo pozornost in srečno še naprej.
Hvala lepa za povabilo. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, picerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si.